ok, deva, vzdevek pižama, o tem si že veliko povedal. Te je rečemo to motil, ko si ga dobil v osnovni šoli? Seveda, osnovni. Ja, to je itak. Jaz sem tam malo, ker so ga zafrkavali. Pa kdaj si to rečemo sprejel pol? Ti si rekel, zdaj bom pa pižama. Mislim, da je trajal kar 4-5 let zihar. Ko pa zdaj ga pa šteješ že to kot trademarka, te še kar mod? Ne mod. Pač takrat mi je bilo itak, pa sem pogledoval, da je tem bedesnim težakom sem vzel en orožje, ki so ga imeli proti meni, pa skozi je pa nekako ostal z mano, pa sem šel na srednjo šolo, da sem mislil, veš, to sem zdaj vzad pustil, pa pižama je bilo. Pa sem pa začel repati, pa je bilo treba če si reper, moraš imeti reperski ime, moraš biti, dober dan, jaz sem pa Boštjan Gorenc, razen če si MC Paul Barman, ali pa ne vem, če še kakšni trije, ki imajo lastna imena, in Klemen, Klemen mi se zdi pa še on je bil pa Clean Bastard, pa ne vem, še neke, The Guys So Nice, They Named Him Twice, in je se prijel, pravzaprav in je bilo in ful je to dobro, po svoje bilo, ker pižama je tudi tako zelo fino, lahko imaš veliko stvari na anga, čeprav tudi na Boštjan se da kar dost, nekih pridevnikov na an, lepo v Rimo pol spraviti, ampak in je kar ostalo in pol ne vem, ker sem začel tudi stand-upom, je ta pižama zraven stal, ker sem bil vseeno toliko neki že prepoznaven, tudi iz reperskih vod, pa sem rekel, dajmo ohraniti to, tako da zdaj tudi dejansko, pa že tudi na nekih knjigah se kdaj znajde ta pižama zraven.